Lepo pozdravljeni. V oddaji bomo predstavili ključne ugotovitve z mednarodne konference zelene kohezijske politike 2014-2020, kjer so med drugim izpostavili ustvarjanje zelenih delovnih mest in trajnostni razvoj. 8 gospodarstvenikov iz 7 podjetij se veseli prestižne nagrade Gospodarske zbornice Slovenije. Medtem ko v novomeškem javnem podjetju Komunala stopajo novim izzivom naproti pod vodstvom Gregorja Klemenčiča. Najprej pa na podelitev tako imenovanih gospodarskih Oskarjev. Gospodarska zbornica Slovenije je že 47. leto zapovrstjo podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Najstarejše in najprestižnejše nagrade, ki jih podeljujejo od leta 1969, je letos prejelo 8 gospodarstvenikov iz 7 podjetij, ki prihajajo iz 6 regij. V zgodovino slovenskega gospodarstva so se med letošnjimi izjemnimi posamezniki zapisali tudi Martin Novšak, prvi mož skupine Gen Energija, ter Anton Kondan, Jože Štupar, ki od ustanovitve vodita podjetje Keko oprema iz Žužemberka. Podelitve gospodarskih Oskarjev, najstarejših in najprestižnejših tovrstnih priznanj pri nas, so se udeležili tudi številni predstavniki gospodarstva in javnega življenja iz jugovzhodne Slovenije. Pogum, rdeča nit letošnje prireditve je po besedah nagrajencev nepogrešljiv element za doseganje ciljev. Prav gotovo je pri vseh odločitvah potreben pogum, še posebno pogum pri vodenju take skupine, pri delovanju tako zahtevnih tehnoloških sistemov, pri investicijah, kot tudi delovanju na tujih trgih. Ampak z dobrimi sodelavci, z njihovim pogumom smo lahko tudi uspešni. To je sigurno rezultat dela celotne ekipe. To ni, jaz sem vodja, pa moj partner, gospod Štupar, seveda pa brez ekipe, ki je samozavestna, ki ima znanje, ki ga prodajamo po celem svetu, se tak uspeh ne da doseči. Vsak od 50 oziroma 55 na današnjem zaposlenih je potreben, da se doseže te uspehe. Seveda pa pogum ni dovolj, za uspehe je potrebno veliko več. Vse skupaj tudi ni tako preprosto, čeprav so stvari na prvi pogled morda videti tako, opozarja Martin Novšak. Ja, navadili smo se, da imamo energijo vsak trenutek, vsako uro dneva, vsak dan v tednu, vsak teden, vse skozi. Življenja si ne znamo več predstavljati brez energije. Seveda pa so za to potrebni delovni ljudje, tisti, ki imajo seveda delovno energijo, ki delajo, ki ustvarjajo, ki imajo znanje, sposobnost in na tisoče ljudi mora za to trdo delati, da imamo to dobrino in da imamo tak standard življenja, kot ga imamo. Poleg pogumnih ljudi, ki v skupini Gen vsakodnevno ustvarjajo nove rešitve, tudi za prihajajoče generacije, pa je strateško gledano zelo pomembna odločitev, za kakšno energetsko politiko se bo odločila Slovenija. No, jaz si predvsem želim, da Slovenija najde tiste poti, ki bodo dolgoročno strateško zagotovile zanesljivo oskrbo, da bodo zagotovile konkurenčnost, da bodo zagotovile tudi zanesljivo oskrbo vsakodnevno za industrijo in pa za podjetja in pa tudi standard življenja. Seveda pa, da bo ta energija tudi dosegljiva vsem socialnim slojem. Danes tudi Evropska unija poudarja ta aspekt. Zapravo ni dovolj, da imamo energijo po visokih cenah, energijo moramo imeti po primernih cenah. In Slovenija ima prednosti pravzaprav tako v hidro, kot tudi v poznavanju in pa obratovanju jedrske. In to je naša prihodnost na področju električne energije. Kljub zahtevnim družbenim razmeram imamo v Sloveniji še vedno številna in uspešna in na globalnem trgu konkurenčna podjetja. Rast in dobri poslovni izidi, ki jih Slovenija beleži v zadnjem obdobju, pa nas ne smejo uspavati, je poudaril premier Miro Cerar. Zato, da se bodo ti pozitivni trendi lahko nadaljevali, pa je predvsem potrebno zagotavljati nekatere osnovne pogoje, kot so politična stabilnost, učinkovita in delujoča pravna država ter stabilno, predvidljivo in seveda privlačno poslovno okolje. Z namenom izboljšanja pravnega in poslovnega okolja vlada pripravlja številne ukrepe, katerih skupni namen so boljše možnosti za nastajanje, rast in razvoj podjetij in s tem večja konkurenčnost gospodarstva. Da ni lahko biti konkurenčen in na svetovnih trgih prodajati najzahtevnejšo opremo za večslojne pasivne keramične komponente, pa dobro vedo v podjetju Keko oprema.
in kakšen je občutek, ko v Žužemberk prihajajo kupci iz vsega sveta. Celotna ekipa je ponosna na to, ko se srečujejo pri nas na hodnikih, včasih tudi več enkrat Kitajci, Rusi, Amerikanci, Danci. Je res dober občutek, da vidimo, da smo nekaj predstavljamo v svetu in da v bistvu, da v Žužemberk, ki v bistvu srednji česar ne bi lahko rekli, pridejo ljudje iz celega sveta. Imamo podjetje, ki v svetovnem merilu orje ledino v svoji dejavnosti in na svetovnih trgih prodaja izdelke, ki jim dejansko ni konkurence, ne na azijskem, ne ameriškem trgu. Se pravi, imamo pogumne voditelje v teh podjetjih, imamo ljudi z idejo, ki jo znajo v pravem trenutku tudi realizirati. Vedeli smo že kar veliko časa, da je to ena najbolj uspešnih firm v občini Žužemberk. No, danes je tudi dokaz tega, kajti dobili so najvišje priznanje oziroma nagrado Gospodarske zbornice Slovenije in prav gotovo, da nam je v ponos. Želimo, da bi tudi vnaprej ta firma delovala tako kot je sedaj, tako seveda na svojih uspešnih projektih, ne nazadnje pa seveda tudi na zaposlovanjih in pa ne nazadnje tudi v dobrih odnosih tako znotraj svojih zaposlenih in ne nazadnje tudi v kraju, v lokalni skupnosti oziroma v občini Žužemberk. Medtem ko je danes največji strah številnih, ali bodo delo sploh imeli, je v Kekov premij drugače. Dela imajo polne roke in kot pravita vodilna moža podjetja, morajo izvedbeni proces zelo dobro organizirati, da lahko izpolnijo vsa naročila. In v čem se razlikujejo od konkurence? Razlika je ta, da pokrivamo celoten spektr, mi ponujemo rešitve, paket rešitve za kupce, se pravi stroje, linije in praktično smo edini na svetu, ki to nudimo. Seveda s tem v bistvu smo pritegnili veliko firm, ki se ukvarjajo z novimi izdelki, da pridejo k nam z določenimi idejami, mi jim ponudimo rešitve, skupaj dogovorimo specifikacijo stroja in potem tudi sami zaženemo linije pri njih, tako da je to v bistvu skupen uspeh nas in tudi končnega kupca, ki te izdelke potem izdeluje na naših strojih. Poleg letošnjega nagrajenca je v preteklosti že kar nekaj gospodarstvenikov, članov Gospodarske zbornice Dolenjske Bele krajine, prejelo gospodarskega oskarja. No, nas je kar nekaj že teh šampionov in mislim, da vsi vodilni gospodarstveniki, ki smo na tem področju, od Krke, TPV-ja, Armata, zdaj Kekota, tudi Kolpe in tako naprej, smo dokazali, da znamo delati, da si upamo iti naprej in nekako zadovoljiti vse potrebe tudi naših zaposlenih. Letošnji nagrajenci prihajajo iz 6 regij in 6 panog. Kaj imajo skupnega, pa nam je povedal predsednik komisije Janez Škrabec, tudi sam prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije. Glavna karakteristika letošnjega zbora je v tem, da so vsa podjetja, ki so prejela to nagrado, slovenska, v slovenski lasti in da so vsi slovenski menedžerji, slovenski podjetji, nekateri celo podjetniki, lastniki. To je naključno. Vsekakor imamo v Sloveniji večino podjetij, ki so v slovenski lasti in so uspešno tako na globalnem kot domačem trgu. Pritrjuje prvi mož Gospodarske zbornice ter hkrati dodaja, da je ta hip vseeno treba priznati. Zunanje okoliščine za poslovanje so ugodne. Energenti so nižji po cenah kot lansko leto, obresti so nižje, Kitajska je dražja, dolar je dražji, kar pomeni, da je boljša konkurenčnost Evropske unije, po drugi strani so pa še domače razmere tiste, ki bi jih lahko izboljšali. Ter tako imeli še bistveno boljše rezultate, dodaja Hribar Milič. Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije, vključno z letošnjimi nagrajenci, je sicer doslej prejelo že 318 gospodarstvenikov in 22 gospodarstvenic.
Na mednarodni konferenci Zelena kohezijska politika 2014-2020 v Ljubljani so se posvetili vprašanju, kako z denarjem iz evropske kohezije dosegati bistvene cilje, med katerimi so ustvarjanje zelenih delovnih mest, konkurenčnost podjetij, trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja državljanov. V tem smislu je bila pomembna predstavitev nekaterih trajnostno naravnanih primerov dobre prakse pri porabi evropskih sredstev. Podrobneje v prispevku. Mednarodno srečanje je potekalo pod okriljem skupine Zeleni Evropska svobodna zveza v Evropskem parlamentu ter v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. Na njem so izpostavili operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ja, ta kohezijska politika je treba reči en pomemben finančni vir, izjemno pomemben zlasti še v tej suši, ki vlada na področju javnih financ. In mislim, da je to priložnost, ki jo ne smemo spustiti z rok. Če smo mogoče pred leti podcenjevali evropska sredstva oziroma smo jih črpali manj uspešno, kot bi jih lahko v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, smo pa zdaj pravzaprav pred situacijo, ko ni več izbire. Če želimo Slovenijo popeljati iz krize in dvigniti kakovost življenja državljanov, je zdaj pravi čas. Šolteza veseli, da bo v prihodnjem obdobju glede na razpoložljiv denar iz kohezije, skupaj 352 milijard evrov, možnih več vlaganj na področjih, ki so bila doslej bolj kot ne zapostavljena. Obnovljivih viri energije na eni strani, zelena politika, se pravi zeleni projekti, torej da se ne vlaga samo v neko infrastrukturo, v ceste, kar seveda je tudi potrebno, ampak tudi v vsebino. To pomeni v ljudi, v okolje, ki seveda mora ostati tako, da ga lahko prepustimo tudi našim zanamcem. Za Slovenijo je to, kot sem rekel, izjemna priložnost. Na voljo bo malo manj kot 4 milijarde sredstev za nadaljne praktično 6-letno, 7-letno obdobje. Vsaj moj pogled je, da je področje zelenih delovnih mest in realizacije ciljev zelene, trajnostnega razvoja absolutna prioriteta Republike Slovenije in če lahko tudi v sklopu današnje konference to vrstni prispevki absolutno pomagajo tako vladi kot pristojnim ministrstvom, da se v tem sklopu usmerjajo tudi v skladu z trendi, ki veljajo na ravni Evropske unije. Evropski socialni sklad bo poleg sklada za razvoj podeželja v novi finančni perspektivi najbolj radodaren sredstvi. Pomembno je, za katera področja nameniti ta denar. Skoraj dobrih 900 milijonov evrov sredstev namenjenih za spodbujanje kreiranja novih delovnih mest. To je zagotovo prioriteta. In v sklopu te prioritete zagotovo, kot sem že prej omenil, poiskati, katera delovna mesta so to. Ali so to neke standardne subvencije, ki smo jim bili priča v prejšnji perspektivi, ki so nas splošno spodbujale, bom rekel, neko zaposlovanje sicer v sektorjih konvencionalnega gospodarstva, ali pa vendarle usmeriti v kreiranje novih zelenih delovnih mest na področjih, kjer še teh delovnih mest ni. Za razvoj podeželja bo na voljo dobra milijarda evrov. Poraja se vprašanje, ali jih uporabiti za tradicionalne oblike kmetovanja in pridelave hrane ali pa vendarle se usmeriti v ekološko pridelavo, v zeleno pridelavo hrane in posledično podpreti tudi nova delovna mesta. Okoli 800 milijonov evrov težek sklad za regionalni razvoj lahko zaobjame oba prej omenjena sklada, dodaja Slapnik. Sredstvi lahko namreč podpre zagon novih zelenih podjetij. Številke so visoke, a brez povezovanja med vsemi deležniki in vsebine ne bo nič, poudarja slovenski europoslanec. In tukaj mislim, da je priložnost in dolžnost tako države kot lokalne skupnosti, tako civilne družbe, interesnih skupin, nevladnih organizacij, kot seveda tudi gospodarstva, da združijo napore, združijo sile in nekako povežejo te tri glavne komponente, to je ekonomija, ergonomija, sociala in pa seveda okolje pod skupno točko, se pravi pod skupnim podpisom, ki bo pomenil združevanje tistih idej, ki lahko pripomorejo k oblikovanju konkretnih projektov za prijavo na evropske razpise.
Na konferenci so predstavili nekatere izvedene projekte iz različnih evropskih držav, ki so jih uresničili ob pomoči kohezijskih sredstev. S temi so znižali energetske potrebe okolja, poskrbeli za čistejše okolje ter ustvarili nova zelena delovna mesta. Kohezijski in pa tudi ti zeleni projekti se izvajajo v občinah, kje pa drugje, se ne izvajajo imaginarno v državi. Zato je zelo pomembno, da ima država posluh do občin, ki imajo svoje službe in regijske razvojne agencije in druge oblike agencij, ki skrbijo za to, da spremljajo razpise in da ta sredstva potem črpajo. V čem pa je problem? Problem je v tem, da država že v zadnjih nekaj letih znižuje lastni delež, s katerim občinam na podlagi zakona o financiranju občin pomaga, da lahko pride do teh sredstev. V občinah imajo odlične zamisli, je prepričan Jevšek, zato bodo evropska sredstva prav gotovo uspešno počrpali v korist občanov. V občini Šentrupert jim je to uspelo. Župan Rupert Gole je z navzočimi na konferenci delil njihove cilje: postati energetsko samozadostna občina do leta 2020. Postajamo energetsko samozadostni z obnovljivim verom iz lokalnega okolja, kar je dejansko izjemno pomembno za ustvarjanje novih delovnih mest, za ustvarjanje priložnosti in možnosti za tiste, ki so lastniki biomase in predvsem za samo proizvodni proces, ko se ta biomasa, se pravi hlodovina, pretvarja v neke izdelke in pri tem nastaja lesni odpad, ki potem postaja energent. To je pravzaprav tisto, kar je temelj neke zelene integralne ekonomije. To so si zadali in določeni projekti že prinašajo rezultate. Primer dobre prakse je bila gradnja lesenega nizkoenergijskega vrtca pred 5 leti, zato si želi, da bi čim več javnih stavb zgradili iz lesa. Predvsem pa si želim to, da bi se ta les predeloval doma, v domačem okolju, ne samo pri nas, ampak v manjših ali pa večjih regijskih lesno-predelovalnih centrih. Okolju prijazna pa se trudi biti tudi Ljubljana, ki bo prihodnje leto zelena prestolnica Evrope. Počasi ugotavljamo, da smo mi ta projekt začeli leta 2006, ko smo predstavili vizijo Ljubljane 2025 in takrat te nagrade še ni bilo. Ampak mi smo začeli živeti zeleno prestolnico Evrope že na začetku pred 9 leti. In jaz sem ponosen, da lahko napovem, da bomo z 11. aprilom začeli v Ljubljani saditi 12.000 novih dreves. Vprašali boste, zakaj 12.000? Ja, tukaj so delavcev v mestni upravi in podjetjih in zavodih, kjer je ustanovitelj mestna občina. Na konferenci so govorili ne le o povezovanju med občinami, ampak tudi čezmejnem. Slednje je lahko prednost pri pridobivanju evropskih sredstev. Mi imamo odlično lokacijo, Avstrija, Madžarska, Hrvaška in že v mesecu aprilu imamo nekaj zelo operativnih sestankov, kako bomo skupaj tudi sodelovali v teh zelenih projektih kot oblike trajnostnega razvoja. Hrvaški evroposlanec vidi možnosti regionalnega povezovanja s Slovenijo na področju prevozov. Je definitivno nekakva elektrifikacija željeznice, kjer bi prav gotovo izpostavil elektrifikacijo železnice, kombinirani transport, preusmeritev tovornega prometa na železnico, kar zmanjšuje škodljive izpuste. To je tudi eden od prispevkov k cilju zmanjševanja emisij v okolje do leta 2020. Tukaj je zato dobrodošlo sodelovanje med državama članicama, ki sta se o tem že dogovarjali, doslej žal neuspešno. Pokušaj baš oko toga stavljanja kamiona na željeznice, nažalost, koliko znam, to nije uspjelo. Škrlec pa izpostavlja tudi možnosti povezovanja prek skupnega plinskega terminala in sodelovanja na področju obnovljivih virov energije. Na mednarodnem srečanju so se sicer združili ugledni politiki iz Evrope in Slovenije, gospodarstveniki in predstavniki nevladnih organizacij, ki so izmenjali globalne izkušnje, s katerimi želijo prispevati k novi, drugačni in trajnostno usmerjeni politiki. Prav sredstva kohezijskega sklada namreč pomenijo razliko med trajnostno naravnanimi naložbami, ki bodo širši skupnosti prinesle dolgoročne pozitivne učinke, in slabo premišljenimi vlaganji v projekte, ki služijo zgolj porabi razpoložljivega denarja. Kmetijska zadruga Krka, največji slovenski ponudnik integrirano pridelane zelenjave in sadja, že dobrih 60 let povezuje okoliške kmetije z Dolenjske in Bele krajine.
Lani so poslovali solidno, saj so kljub slabim vremenskim razmeram zabeležili le za odstotek nižje prihodke od prodaje. A zaradi izgube iz minulih let še vedno beležijo negativen izplen poslovanja. KZ Krka sicer vsako leto zmanjšuje izgubo iz minulih let. Zdaj v lanskem letu, v prvi polovici leta smo poslovali, bi lahko rekel, briljantno, potem je prišel pa tisti drugi del sezone, kjer je pravzaprav na nek način celotna Slovenija beležila padec prodaje, bile so poplave, z tega naslova nam je odnesel dobrih 300 ton zelenjave. Določen del proizvodnje je odnesla voda v smislu poplav, nekaj pa je bila tudi, še večja težava pa je bila dvig podtalnice, ki je zadušila koreninski sistem in je kvalitetno zelenjavo propadla. Zato so pridelali 3500 ton sveže zelenjave, kar je 10% manj kot leto prej. Odkupili so 19,5 milijonov litrov mleka ter 2500 glav živine, kar je podobno kot v minulih letih. Tudi letos si obetajo dobro letino, saj imajo sklenjene pogodbe za odkup zelenjave v obsegu 4000 ton. Zadeva je realna, tako da se bo tudi nekaj povečalo pokritih površin, računamo nekje 1 hektar pokritih površin, s tem bomo tudi povečali kakovost, podaljšanje proizvodnje, tako da kupci bojo vsekakor na koncu veseli. Vsako leto namreč širijo število pridelovalcev, od katerih odkupujejo. Zdaj, kar se investicij tiče v sami zadrugi, imamo pred vrati investicijo v čistilno napravo pri mesarstvu. Ta je, bom rekel, zato imamo odobrena tudi nepovratna sredstva. Seveda si pa želimo, to že nekaj let poudarjamo, investirati tudi v zelenjadarstvo, tako da, bom rekel, smo v veselem pričakovanju razpisov v letošnjem letu. Sprejet je program razvoja podeželja. Obeta se tukaj kar precej sredstev za naložbe v pospeševanje trženja kmetijskih proizvodov in dodelavi teh, tako da glede na obete vendarle pričakujemo v tistem drugem polletju letošnjega leta konkretne razpise, za katere pa že imamo pripravljene projekte, da se javimo in, bom rekel, vkolikor bodo odobreni, bomo korake lahko delali večje, sicer bojo te koraki krajši in počasnejši. Ključna težava v slovenskem zadružnem sistemu ostajajo nizke cene vseh kmetijskih pridelkov. V letu 2014 je zelenjava zgubila med 25 in 30% cene, mleko je od meseca septembra do januarja konstantno se beleži padec in smo v tem trenutku izplačujemo ceno, ki je pod 30 centov, kar je seveda alarmantno za proizvodnjo mleka. Sicer pa novomeška zadruga veliko stavi na promocijske dejavnosti, med katere sodijo tudi sejmi. Gregorjev sejem na Novomeškem Grabnu bo letos že 21. po vrsti. Z njim se začenja spomladanska sezona. Za samo zadrugo pa je v bistvu sejem en prvovrstni dogodek, kjer povežemo vse naše pridelovalce, kupce in pa obiskovalce vse posod, da pokažemo, kaj na tem našem koncu lahko pridelamo, ponudimo in pa seveda tudi prodamo kot ponudnik, kot trgovec. Prihodnji konec tedna se bo tako na prvem spomladanskem sejmu pri nas predstavilo več kot 230 domačih in tujih razstavljavcev. Prireditelj pa pričakuje približno enak obisk kot lani, prek 30.000 ljudi od blizu in daleč. Na letošnjem 21. Gregorjevem sejmu smo z veseljem lahko povečali razstavne površine tako zunanjih kot pokritih prostorov. Dobrih 3000 kvadratnih metrov imamo dodatnih zunanjih razstavnih površin in pa dodatnih 1000 kvadratnih metrov pokritih površin. Ti novi prostori so namenjeni zunanji predvsem za predstavitev velike kmetijske mehanizacije. Pokriti šotori oziroma površine pa bojo namenjeni domači hrani. Ker je geslo sejma domače najboljše, je tako letošnja novost šotor, v katerem se bodo predstavile izključno slovenske kmetije z izbranimi dobrotami. Stalnica pa so ponudba za vrtičkarje, se pravi semena, sadike, potem predavanja za vrtičkarje in hobiste in za vinogradnike, potem ponudba kmetijske mehanizacije, malih kmetijskih strojev, ponudba slovenskih kmetij, se pravi od mlekarjev, sirarjev, mesarjev, testeninarjev, domačega kruha, prepeličjih izdelkov.
Zanimanje razstavljavcev je največje doslej. Na sejmu bodo na ogled pravzaprav vse pomembne blagovne znamke kmetijske mehanizacije, poudarja direktor zadruge. Mi smo praktično od 5. 10. januarja sejem zapolnili že s tem novimi dodatnimi površinami in nažalost smo mogli kar precejšen delež potencialnih razstavljalcev, ki so prišli prepozno oziroma ko so bili prostori zapolnjeni, odklon. V petek bodo sejem, ki bo odprt od 10. dopoldne, obiskali malčki iz vrtcev in šolarji. Sobota bo namenjena predvsem ljubiteljem vrtnarjenja in cvička ter zdravju, v nedeljo pa bodo med drugimi popestrile program šentjernejske kmečke žene s pripravo domačih jedi. Novomeško komunalo od marca naprej vodi Gregor Klemenčič, že desetletje zaposlen v tem podjetju, ki se je kot vodja službe za geoinformatiko v tem času srečal že z vsemi področji delovanja. Ključni izziv pravi bo občanom v 8 občinah, kjer upravljajo javno gospodarsko službo, zagotavljati enako kakovostne storitve po čim nižji ceni. Najpomembnejše storitve komunale, ki pokriva območje z dobrimi 60 000 prebivalci, so na področju osnovnih javnih gospodarskih služb, vodooskrbe, kanalizacije in odpadkov. Zavedamo se, da nas čaka verjetno že v letošnjem letu nova storitev, to je odvoz grezničnih blat na območju vseh 7 občin, kjer izvajamo to dejavnost, potem pa še druge stvari, ki bodo v manjši meri vplivali na poslovanje komunale. Ureditev vodooskrbe bo tudi v mandatu novega direktorja prednostna naloga, saj se projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Srednje Dolenjske še ni začel. Prvi cilj je torej zagotoviti kakovostno pitno vodo vsem občanom, ki se zdaj prevečkrat soočajo z njenim prekuhavanjem. Do tega naj bi prišli v prvi vrsti z obnovo obeh glavnih vodnih virov, najprej jezera, nato še Stopič. Občine oziroma občani, tako Klemenčič, pričakujejo čim prejšnjo izvedbo. Ta projekt se vleče že vrsto let, tako da letos mora do gradnje priti v čim krajšem času. Zadeve se usklajujejo še z državo glede prijave na novo finančno perspektivo in načinom financiranja te investicije. Mestna občina ima po prvem branju proračuna na tej postavki 2 400 000, kar je tudi iz tega vidika dober obet, da začnemo z investicijo. Preostale 4 občine pa bodo v prižgani zeleni luči z rebalansom bržkone zagotovile potreben denar, je prepričan. Gradnja vodarne je sicer ocenjena na 4,5 milijona. 2,5 milijona evrov naj bi torej zagotovila mestna občina, preostale 4 občine 2 milijona. Na okoljskem področju pa je cilj javnega podjetja čim več ločeno zbranih odpadkov na izvoru. Torej vsako leto postavljamo precej novih zabojnikov za ločeno zbiranje, torej predvsem za embalažo, steklo in pa papir. Temu prirejamo potem tudi same relacije odvoza odpadkov, ki jih vsako leto spreminjamo glede na količino zabojnikov na terenu. Najpomembnejše pa je ozaveščanje prebivalcev že od malih nog. Zato izvajajo akcije že v vrtcih, ključni projekt na tem področju pa je ob dnevu zemlje. Sicer se bodo skušali tako Klemenčič z občinami dogovoriti, da vse projekte, ki zadevajo komunalno področje, izvaja komunala. To je, mislim, da skupni interes tako občin, komunale, nazadnje tudi občanov, da pridemo do kvalitetnih projektov in pa do kvalitetne izvedbe. Pri naložbah v preteklosti, ker je imela komunala zelo majhen vpliv, se danes odvijajo zgodbe zbori krajanov in protesti, kar meče slabo luč tako na občino kot njihovo podjetje, meni Klemenčič. Čeprav je komunala ustanovljena z namenom izvajanja javne gospodarske službe pa. Zavedamo se, da je kljub temu na trgu toliko dela, da ga lahko z našim znanjem in pa opremo, ki imamo na razpolago, delamo poleg tega tudi tista področja, kjer lahko zagotavljamo visoko kvaliteto naših storitev. Ker vse dejavnosti v sklopu javne gospodarske službe niso donosne, jih pokrivajo s tržnimi dejavnostmi. Toliko smo pripravili v tokratni gospodarski oddaji. Vabljeni v našo družbo vnovič prihodnji torek ob isti uri in na istem kanalu. Naše vsebine pa so na voljo tudi na spletni strani www.vaskanal.com. Lahko noč.